V velikih težavah smo. Sveže ostriga, pojejmo jo. Samo grem gor pa tabor. Noro čudna žival. Zdaj mi je res mrzlo. No to smo mi. Naslednje 3 dni bomo preživeli na tem otoku brez hrane, brez vode in brez zavetja. To bo eden največjih preizkusov preživetja. Imamo le omejene vire v mojem nahrbtniku. Trenutno smo na enem izmed najbolj norih krajev na svetu. Prioriteta za prvi dan je najti zavetje. Pokazal vam bom, kaj imamo na nahrbtniku in ugotovil, kako za vraga bomo preživeli naslednje 3 dni. Pravzaprav sem zelo živčen zaradi tega. V redu, začnimo raziskovati, kaj pravite. Gremo. Rad bi prišel do dobre razgledne točke, da lahko ugotovimo, kje za vraga lahko postavimo zavetje in razpakiramo naš nahrbtnik. Potem pa se lahko lotimo iskanja hrane, vode in vsega tega. Wow, plima prihaja človek. To je vse, kar imamo od plaže. To ne bo dovolj, da postavimo zavetje. Morali se bomo vrniti z tega skanatega rta in poskusiti najti kakšno plažo. To iščem. Ali je tukaj kakšna naravna tvorba? Prav tako iščem lep, raven kos, recimo peska, na katerem bi lahko danes po noči spali. To bo dobro mesto, ki ga bomo lahko imenovali dom. Mislim, da bo prav tukaj dobro mesto za nas, fantje. Fantje, želim vam pokazati, kaj imamo za naslednje 3 dni, da preživimo na tem otoku. Najprej, fantje, imamo tukaj dron. To nam res ne bo pomagalo. Vsi naši GoProji nam ne bojo pomagali. Imamo tega hudega, imamo mačeto. To nam bo res pomagalo v naslednjih nekaj dneh, upajmo. Odprli bomo nekaj vrst kokosovih orehov. Če bomo jeli kakšno žival, jo bomo lahko očistili. Poleg tega pa nam bo mačeta pomagala tudi pri gradnji zavetja. Tukaj imamo našo masko. Upam, da nam bo to omogočilo, da bomo videli pod vodo. Imamo tudi našo sulico. Poglejte to orožje tukaj. Upam, da bomo kasneje lahko zaplavali naravnost tega otoka in v naslednjih nekaj dneh ujeli kakšno ribo. Kdo ve, kaj je tam zunaj? Ribe, jastogi, jegulje. Imamo tudi kresilo in kremen. Upam, da nam uspe zakuriti ogenj. In končno, fantje, naš zadnji predmet, znameniti džungelski napitek, Quick Revive. Vzeli bomo samo to. Ko dosežemo dno s tem železom, veste, fantja, da bomo zvrnili nazaj in se ponovno rodili. V nahrbtniku ni ničesar več. Na tem otoku imamo samo najnujnejše za preživetje. To bo eden najbolj norih izzivov, kar sem kdaj doživel v življenju. Za prvi dan moramo ugotoviti, kako si bomo naredili zavetje. Ni šans, da bom naslednje 3 dni spal kar na odprti plaži tukaj. Kaj se dogaja zdaj? Kot vidite, vsa ta voda preteka noter in naplavi vse te stvari na obalo. In prav tukaj je dejansko nekaj zlata za nas, ki ga lahko uporabimo. Poglejte, kako lahko najdemo stvari, ki jih je naplavilo vse posod tukaj. V redu, poglejte tole. To bomo verjetno lahko uporabljali za vezanje kakšne strukture ali kaj podobnega malo kasneje. To nam bo prav prišlo. Imamo kokos. To dobesedno zgleda, kaj jaz, ko se jutri zjutraj zbudim. Ta stvar je kuhana, ne moramo ga uporabiti. Če bi pa najdel kokos, bi bilo idealno. Poglej to je školjka rakovice. To je dober znak. Morda bo kasneje našel še kakšno odtek za hrano. Kaj je to? Še ena razpokana gnila kokosova oreh. Tukaj je res dobra najdba. Kaj ne? Tukaj imamo celo kupico vrvi. Odrezal bom nekaj teh pramenov. Prav nam bo prišlo, ko bomo kasneje gradili zavetje. Poglej to količino vode. Včasih lahko v teh posodah najdeš vodo, ampak ta tam zgleda onesnažena. Mislim, da bomo to dejansko lahko uporabili. To je kot velik, mehak kos pene. Mi imam idejo za to, ampak boš moral ostati z mano, da vidiš, kaj bom naredil kasneje. Imamo še en kos pene, tega bomo tudi obdržali. Se šališ, poglej to je kamajhen sedež, ali pa bi lahko celo kuhali na njem. Je celo kamajhna miza za filetiranje. To bomo zagotovo lahko uporabili za nekaj. To bomo dali v nahrbtnik. Poglej to. Dobili smo si glavnik, draga. Dobra novica je, da tukaj nimam nikogar, na kogar bi naredil vtis, zato tega ne bom obdržal. Nekaj prekletih Air Jordanov je tukaj. Wow, vsi so zgnili, mi pa tudi. En problem trenutno je, da se močno potimo. Zgubljamo veliko pomembnih tekočin. Fantje, še nisem našel nobenega vira vode ali kokosovih orehov, ki bi jih naplavilo. Ne zgleda dober. Kokos, dej no hudiča prav.
Na tej plaži ne najdem nobenih dobrih kokosovih orehov, ne? Vidite, da tukaj spodaj ni veliko naplavin, veliko več jih je tam zgoraj. Imamo verjetno le še 2-3 ure, preden začne sonce zahajati. Moramo ugotoviti, kako bomo naredili zavetje. Fantje, pejmo nazaj v tabor, gremo. Wow, zunaj je res vroče. O moj bog. Imamo en dober hlod tuje, gre gor v tabor, tega bomo odnesli gor. Recimo samo, da niso lahki. Tukaj bom izkopal majhno luknjo. Prav vidite, da imamo naš prvi temelj, vendar bomo poskrbeli, da bo to trdno. Prav, vse smo povezali, samo še malo bolj bomo to pretrdili. Te kamne tlačim spodaj, samo še utrdo bom, da ne pade. Imamo temelj za tipi, zdaj potrebujemo še močno prečno gred. Ta bo v bistvu ležala tukaj spodaj, zdaj lahko začnemo graditi naprej. Tukaj imamo osnovo našega zaretja. Počasi nastaja, poglej to, res je trdno, ne bo se premaknilo nikamor. Zdaj moramo začeti polagati vse tiste kose lesa ob tej plaži čez prečno gred, kako bomo počasi gradili naprej. In povsod imam pesek. V redu, to zavetje gradimo že vsaj 2 uri, je kar veliko zavetje, v njem lahko brez težav sediš, samo še malo ga moramo zapolniti. Človek, poglej, kako dobro je to, kakšen je razgled iz našega zavetja. Nočem, da bi tukaj zunaj deževalo in bi bil potem ujet na prostem. Zato, dokler imamo lepo vreme in imam še nekaj energije, poskusimo to stvar čim bolj zapolniti, da bo odporna na vremenske vplive in da preprečimo vso vlago. Vzemi to. Prav, ker sem našel to ribiško mrežo in dejansko je lahko uporabna. Dal jo bom čez naše zavetišče tukaj, samo položil jo bom na dno. Tukaj bo verjetno naša glava, ki bomo spali, tam mora biti predvsem vodoodporno. In kar lahko naredimo, je, da vzamemo vse to. Dejansko deluje zelo dobro. To bomo dali noter, kjer bomo bivali in to nam bo služilo skoraj kot majhna vzmetnica. To bo naš dom za naslednjih nekaj noči. Kar v redu, popolnoma v senci, ne vem, kako mrzlo bo postalo v naslednjih nekaj nočeh. Tako da se bo ta podloga morda spremenila v odejo. Če bo začelo deževati, jo lahko hitro poskusimo zapolniti. Pojdi se malo sprehoditi dlje, ampak zdaj mora malo počivati. Nima smisla, da zapravljam energijo za to zavetje, ampak nimam nobene energije več. Sem čisto izmučen. Zarete smo nekako postavili, zdaj bi rad našel kaj za pit, fantje, preden prije popoldne. Imamo samo še nekaj ur, preden začne sonce zahajati, zato pojdimo pogledat, če lahko najdemo kaj za pit. Po gradnji zavetja sem popolnoma dehidriran. Gremo po kokos. Ja, poglejte to, fantje. To je kot neka stara steklenica za vodo. Ne vem, koliko časa že tukaj zunaj, ampak rad bi jo preizkusil. Vidite, lahko ves plesen, ki raste na pokrovu. Sivi tičnjaki začenjajo rast. Gremo. To ima v sebi celo kup soli. Ne, tega ne moramo piti. To nas bo samo zbolelo in dehidriralo. Gremo naprej. Kavka. Nič, tukaj ni ničesar. Vse je tako mrtvo. Poglejte to! To so stari kokosi! Hodiča, mislil sem, da imamo enega, fantje, noro!
V velikih težavah smo, tukaj zunaj ne najdemo nobene tekočine. Mislim, da ne moram iti veliko dlje. Samo po nepotrebnem bomo izgubljali vso našo energijo. Mislim, da se moramo vrniti v tabor. Moramo najti drug način, kako priti do vode. Ne vem, kako nam bo to uspelo. Trenutno smo pečeni. Veter se je močno okrepil. Ne vem, kako mrzlo bo čez noč, ampak saj, če ne bo vetra name, to bo pravi luksus tukaj na tem otoku. Rad bi videl, če lahko zakurimo ogenj še pred popoldnevom in mogoče najdemo kakšno hrano. Voda pa je trenutno absolutna prioriteta. Zdaj bom vzel naš nahrbtnik in rad bi začel raziskovati še malo dlje. Prej sem videl eno rastlino, za katero mislim, da jo lahko uporabimo. To je to, kar iščemo tukaj. Poglejte! Cao! To bo popolno. To tukaj je ena najboljših vnetljivih snovi, ki jih lahko najdeš. So zelo lahke in zelo hitro se vnamejo od iskre. Zato bomo napolnili naš nahrbtnik s temi. Imaš še eno steklenico vode? Poglej školjke, ki rastejo na njej. Poskusiva. Da. To je sol. Upam, da ne bom zbolel v naslednjih nekaj dneh. V redu, pravkar sem vzel ves naš netilni material iz nahrbtnika. Zbral sem kup majhnih kosov lesa. To bomo uporabili, ampak najprej moramo zanetiti iskro s kresilom in jeklom. Gremo, kaj praviš? Gremo. V redu, uspelo nam je. Dobra novica je, da je tukaj vse tako suho, da je to verjetno vzelo le 20 do 30 minut. Slaba novica pa je, da imam tudi jaz zelo suhih ust. Naš ogenj se trenutno kar muči. Dal mu bom nekaj kisika. Daj no. V redu. Wow, ne, zažiga GoPro. Skoraj se je vžgala. Ta stvar je pravkar poletela. Ne smemo pustiti, da ugasne. Skoraj smo ga izgubili za trenutek. Moramo poskrbeti, da bo to imelo dovolj goriva. To mi bo dalo toploto nocoj. Ja. Ogenj ima nekaj posebnega. Imamo zavetje in toploto, ki nas bo grela skozi noč. Še vedno moramo najti tekočino in hrano. Čakam na ta oseko, voda odteka, morda bomo imeli priložnost v teh plitvinah najti hrano. Zdaj puščava tabor za sabo, gremo v iskalni način po teh plitvinah, gremo pogledat, če lahko najdemo kakšno hrano. Iščem karkoli lahko najdem, polže, črve, karkoli, vse bom vzel. Grem do teh večjih skaj tukaj, mislim, da bo to boljša lokacija. Okoli te skale tukaj. To je lupina turpida, znotraj je majhen polžek, lahko jih naberemo nekaj. Ja, poglej to, dobimo jih celo kup. Pravkar sem našel neki ostrig, kar vse jih bom odprl. Glej, ostrigo, spravimo jo dol. Če bi bila le 5-krat večja. Prav, iščimo naprej. Prav, imamo še enega polža, daj ga v zadnji žep. Tukaj imamo ostrigo, odprijo. Sveža ostriga, pojejmo jo. Večinoma lupina, ampak kar dobra. Tukaj smo v načinu nabiralca. Vzamemo vse, kar najdem. Imamo nekaj polžev, nekaj ostrig, ki so zelo hrustljave. Imamo le še malo časa, dokler sonce ne zaide za obzorje. Verjetno bi mogli jutri začeti pot nazaj. Dobili bomo nekaj dobrega. Ni šans, da bo med tem izzivom jedel samo polže. To se ne bo zgodilo. Poglej to, to je noro, človek.
To bomo odnesli nazaj v tabor, naše polže bomo postregli v tej čudoviti hišici iz školjke. Sladki dom, poglej to, tako lepo in toplo. Tukaj imamo pest polžev, dali bomo na ogenj, pekli se bojo kan na žerjavici in to bo naša hrana za prvi dan, naravnost na žerjavico. Tam bojo kar ostale. Jutri bomo dobesedno jedli polže za večerjo. Morava najti kaj boljšega. Ni šans, da bom naslednje 3 dni jedel samo polže. To se ne bo zgodilo, človek. Bil je res naporen dan. Prvi dan polži za večerjo, brez tekočine. Saj imamo trenutno na pol spodobno zavetje. Prav bi mi prišel neki za poživitev, ampak mislim, da jo moram prehraniti. Ne vem, kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh. Če bi lahko vohal te polže, in res ne dišijo prav. Poglej to, dobesedno se peni. To zagotovo ni prav. Polži so gotovi, postregli jih bomo. Smo prišli tja. Dobili smo naše polže. Peska, ki smo jo našli malo prej, nam bo prav prišla. Na njej bom postregel naše polže, s tisto prikupno školjko, ki smo jo našli, jih bom odprl. En polž. Imamo ga, 3 polži. Enega sem pravkar izgubil v ognju. Poskušal sem odpihniti pesek z njega in sem ga odpihnil v pesek. Povsod je samo pesek. Preprosto sprejemam dejstvo, da ga bom pojedel s peskom. Za večerjo imamo nekaj polžev, pa dajmo to pojesti. Okus je kada žvečim gumo, ampak razen tega, okus ni tako slab. Verjetno zato, ker sem prekleto lačen. Poslušaj to, toliko peska in školjke noter, da je prav smešno. Tako sem žen, stradajoč, ampak saj imava ogenj in zavetje. Upam, da je bo ponoč toplo, da se dobro naspim in potem jutri gremo spet naprej v drugi dan. Iskreno ne vem, koliko časa še lahko zdrživa brez tekočine. Začenja se mi vrteti v glavi in počutim se zelo omotičnega. Torej, jutri je to naša glavna naloga. Potrebujemo tekočino in moramo iti na lov, kar dobiti boljšo hrano. Trenutno naše zavetišče drži, imamo lep ogenj, ki bo gorel celo noč. Naj bo toplo, upam, da komarji ostanejo stran od mene. To je meso za nocoj. Vidimo se jutri, zgodaj zjutraj, drugi dan. Upam, da bom lahko malo počival. Zdaj mora biti približno 2 uri zjutraj. Ne spim prav veliko, ampak temperatura je precej padla. Zdaj mi je res zelo mrzlo. Dobro jutro vam želim. Imam pesek v vsakem možnem kotičku na tem planetu. Bila je kar dolga noč, fantje. Premetavil sem se in obračal. Po noči je postalo kar hladno. Ena dobra stvar je bila, da ni bilo komarjev, tako da sem uspel nekaj ur spat. Ampak, danes zjutraj sem se zbudil popolnoma dehidriran, nimam nobene tekočine v telesu. Trenutno se počutim kot zgrbančena, suha sliva. Torej, danes imamo nekaj ciljev. Prvi cilj. Moramo raziskati to plažo in preveriti, ali lahko najdemo kakšno tekočino. Danes bomo tudi plavali naravnost s obale, da vidimo, ali lahko dobimo kaj hrane. Ampak najprej moram spraviti nekaj tekočine vase. Imeli smo zelo visoko plimo, ki je prišel po noč in bo prinesel veliko dodatnih naplavin iz oceana. Če gremo v to smer, kjer še nismo bili in začnemo raziskovati, bi morda lahko našli kakšen vir vode ali kaj, kar je naplavilo na obalo. Na primer kokosove orehe, lastenke z vodo ali kakšno drugo tekočino. Vzeli bomo vse, kar bomo našli. Vidite, naše zavetje je kar dobro zdržalo. Poglejte, kako peščene so postale moja podloga čez noč. To je zato, ker sem se celo noč premetaval. Recimo, da spanje na pesku ni najbolj udobno. Vzeli bomo svojo mačeto. Njega bomo pustili v taboru, on vzdrži. Poglej to, imamo čisto nove steklenice za pijačo. Poglej to. To ni dobro. Kaj je noter? Kaj? Ne.
Good. Poglej to, malo voda je. Poglej to, poglej kak mlečna je ta voda. Ja, poglej kako se peni. Če to spijem, me bo samo zbolelo, stari, in to bi me lahko resno ogrozilo. Evo, poglej to. Mislim, da ga imamo. Ja, misli, da je nekaj noter, upam, da ni gnilo od znotraj. Dobili smo oreh, samo odprl ga bom, razbili smo ga. Pravkar sem našel to plastenko vode, vidiš, kako je zapečena. V njej je vsa sol, voda in nesnaga, ki jo je naplavilo. Kaj bom naredil? Samo obrisal bom pokrov. Tako, kot sem pokazal. Tega se bomo znebili. Zdaj, težava je, fantje, da bi rad vse to spil, ampak moram nekaj prehraniti za kasnej. Drugače bom čisti izčrpan. Torej bomo kar izlili vso to tekočino, tako kot sem pokazal. V redu, moramo poskusiti. O, moj bog! Moja usta so bila tako suha. To je neverjetno. O, sladko je. In to je res neverjetno. Imamo tekočino. To tam je zajtrk. Tak sem žen, rad bi spil vse to, ampak ne morem. Moram prihraniti za kasneje. Mislim, da bomo imeli priložnost plavati naravnost tega otoka in preveriti, ali lahko ujamemo kakšno ribo z roko. Sulična palica mi daje veliko samozavesti. Dobili smo kokosovo tekočino, pojdimo nazaj v tabor. Prav, fantje, pil sem tisti kokos, ampak zdaj sem čist na dnu. Mislim, da je čas, da uporabimo naše skrivno orožje, džungelski napoj, za hitro okrevanje. Veste, ko to vzamem, se bom ponovno rodil in upam, da nam bo to dalo nekaj energije, da gremo ven na lov in ujamemo kakšno žival. Pa dajmo to dol, hurra! Ponovno smo se rodili. Prav, čas je, da ostanemo, fantje. Danes bomo zagotovo ulovili živali. O, te stvari so prava čavunija, človek. Vsi napišite komentar spodaj. To rečemo, ko vzamemo tega hudobca. Iskreno, ta stvar me je pravkar zbudila. Pripravljen sem. To je orožje, ki ga imamo. To je nekje 20 € vredno ročno kopje. Približno tako. Zadaj primeš tole gumijasto želatino in jo potegneš naprej. In tako bomo lovili živali. Ta stvar je v resnici res trda in vidiš, da je že poškodovana, zato bomo vzeli, kar bomo lahko. Prav, čas je, da gremo ven in na lov. Gremo.
O moj bog, to bo eden najbolj norih lovov, kar smo jih kdaj doživeli v življenju. In poglej to žival tukaj. To je velikanski škatlasti ostriž. Poglej ga, ima majhno bradico in brke, majhne rožnate. Poglej, kako čudno je to. Imajo to eksoskeletno lupino, ki je res trda. Poslušaj to. To je kot res trda lupina okoli njihovega telesa. Res, res čudno. Ampak vidiš, da se konča pri repu tukaj. In ta rep je v resnici zelo mehak. Še nikoli v življenju nisem jedel tega. Slišal sem, da so izjemno okusni. Kar naj bi naredil je, da jih skuhaš, potem pa očitno samo razbiješ to zunanjo eksoskeletno lupino in lahko poješ notranje meso. Predvidevam, da je to meso iz repa in podobno. Povsod tukaj smo bili premetavani naokoli, levo, desno in na sredini. Bile so nore živali. Imeli smo veliko špansko skušo, nekaj čudovitih grebenskih rib, ampak na koncu smo pristali s to stvarjo tukaj. Ima res nore barve, je skoraj vijolična. Kosanje v strelu, komaj čakam, da jo poskusim. To je res noro videti žival. To je verjetno največji primerek te vrste, kar sem jih kdaj videl. Zdaj sem zelo, zelo srečen. Imamo meso in tukaj na otoku ne jem samo prekletega kokosa in polžav. Postavil ga bom v položaj, lahko kar sedi tukaj. Fantje, sploh vam ne morem opisati, koliko dober je občutek, ko imaš končno nekaj mesa. Komaj čakam na današnje popoldansko kuhanje na drugem dnevu sončnega zahoda. Uspelo nam je, dragi moji. To je kot top. Bum, bum, bum. Jaz v škatli, tukaj zunaj norim, vse mi kapla po meni. Tako ali tako smrdi dovolj. Tisti džungelski napitek za hitro uživitev nam je dal tisti val energije, ki smo ga potrebovali, da smo šli ven. Fantje, pesek povsod. Juhu! Tisti val je močno narasel. Sreče imamo, da sva prišla pravočasno. Zunaj so zdaj ogromni valovi. Sonce je malo zašlo, vse skupaj izgleda res, res dober. Danes, na drugi dan, želim pripraviti epsko pojedino. Razmišljam, kako bi to skuhal, ker ima očitno trdo zunanjo lupino. Skoraj bi bilo bolje imeti kar precej vročine, da prodre skozi to lupino ali karkoli že je. Odpravila se bova v grmovje, zakurila ogenj in nabrala veliko drv. To bo ena najboljših sončnih zahodnih pojedin doslej. Gremo! Vse to bo zagorelo. To je zelo suho. Stvari grejo kar dobro, danes se je začel dvigovati veter. Fantje, wow, to je bilo noro potovanje zadnjih nekaj dni. Sam raziskujem to plažo, da vidim, če lahko najdem kaj, kar bi lahko uporabili za kuhanje. To bi verjetno lahko uporabili. Ja. Dobro je. Dali jih bomo v vodo, da se ne zažgejo. Zapremo jih. Lahko vidiš, kaj smo zgradili. Imamo 4 kose in potem to rešetko na vrhu. Naredili bomo ogenj, da bo višji. Morda bomo morali te kose tukaj navlažiti, da ne bodo zgoreli in naša riba bo dobra. Daj to čez. V redu, že je malo toplote. Vzemo našo ribo, pogledajo. V redu, dajmo jo gor, postavljajo bomo kar tukaj. Veter v resnici piha v to smer in usmerja veliko toplote ven. Zato bom premaknil našo rešetko in dal svojo ribo na rob. Ogenj mora nekam iti, veš. Tam spodaj je res vroče. To je zagotovo eden najbolj cool načinov za pripravo te ribe. Upam, da bomo jo bo toplota dovolj prežela.
Poglejmo, oja, ne. Naša rešetka se je pravkar zrušila. Prekleto. Lagali bi vam, če bi rekel, da vem, kaj počnem s to ribo. To je prvič, da sem sploh dobil eno od teh, ne vem, ali bi jo morali kuhati počasi, dlje časa ali na visoki temperaturi, nimam pojma. Ogenj bomo potisnili na stran, dobili neki lepih žerjavc in ga bomo vrgli gor. To delamo zadaj, po avstralsko, naravnost nad žerjavco, prijatelj. To bi jo morali počasi speči. Vidite, dobiti malo barve je tukaj vedno prava preizkušnja. Kakšno potovanje, človek. Tisto stojalo za ribe so bila prava zgodba o preživetju. Časi stvari ne grejo po načrti, ampak moraš improvizirati in se prilagoditi. To je zagotovo ena najbolj nenavadnih jedi, kar sem jih kdaj jedel. Slišiš to? To je nor, to je res nenavadno. Ma vse te, celo, to ne vem, kaj je to, šestkotne oblike na njem. Poglej, enega sem pravkar snel, vidiš, vsi so enake oblike. Poglej, tudi ti imaš enega tam. To je kot sestavljanka. Znotraj je dejansko res vroče, ker je zaradi lupine meso skoraj kuhano na pari. Poglej te kose mesa, ki prihajajo ven. Res izgleda dobro. Poskusimo. Sveže meso na otoku. To je zagotovo najbolj podcenjena riba, kar sem jih kdaj jedel. Kdo bi si mislil, da bo to ena navadna škatlarka? To je noro. No. In poglej, vse je belo, se hecaš, resno. Mislim, da je edina stvar, ki bi jo spremenil, da bi nekako poskušal odstraniti vse drobovje iz tega. Samo zato, ker mislim, da ima okus, ko se kuha v notranjosti, malo čuden priokus. Sporočite mi v komentarjih, če obstaja kakšen način, da odstranimo vse drobovje. Medtem, ko bi ga verjetno rad ohranil celega, bi jih 100% še enkrat uložil, brez heca, 100%. Tukaj na tem otoku imam občutek, kot da ste vsi z mano, kamorkoli grem. Res vas imam rad, resno. Ta skupnost, ki smo jo ustvarili tukaj. Pri Offshore Tales nihče ne dela tako kot mi. Nihče ne je škatlastih rib na zapuščenih obalah, tako kot mi. Res vas imam rad, res zelo. In če ste novi na kanalu, moje ime je Wade. Zato živimo, človek, za avanturo, preživetje, otoke, raj in čudovito sveže meso. Všečkajte in se naročite takoj zdaj, ter mi sporočite v komentarjih. Bi to poskusili? Kdo bi si mislil? Stara škatla mejzi. Iskreno izkazalo se veliko bolje, kot sem mislil, da bo. Polni želodci, sončni zahod se dogaja. Zato to počnemo, fantje. Ni kraja, kjer bi raje bil. Rad vas imam, fantje. Malo kokosa za sladico. Ta miza je prav prišla. Ja, ni malo peska tam noter. Svež kokos za sladico. Poglejte, ja. Ni slabo. Še vedno sem toliko žen, ampak... To bom prehranil. Zjutraj sem se zbudil in nisem imel skoraj nobene energije. Bil sem dehidriran, lačen in preprosto tako utrujen. Noro, ja, kako se lahko nekaj tako hitro spremeni. Našli smo tisto kokos, hitro smo se okrepčali in ga poslali na potapljanje. Tukaj na teh otokih se naučiš res veliko. Gre za več kot samo preživetje. Gre za povezavo z naravo in razumevanje samega sebe, da si včasih lahko na najnižji točki v življenju. Fantje, in tik za vogalom. Stvari se lahko spremenijo, vse mine in dobri časi so na poti. Res vas imam rad, fantje. Če potrebujete koga za pogovor, vedite, da vas imam rad. Jaz in Bog. Moj želodec je poln. Počutim se kaj dobro nocoj, fantje. Imamo zadnjo noč. Tega se pa res ne veselim. Prejšnjo noč je bilo res mrzlo, celo noč. In posod po meni so lezli ti majhni rakci samotari. Nocoj, poskušali se bomo boriti proti temu. Zakurili bomo ogenj. Upam, da jih bo to vse prestrašilo. Imeli bomo še malo več ognja ob sončnem zahodu. Drugi dan. Prav tukaj pečem naš kokos.
Pečen kokos za sladico. Wow, to je res dobro. Ima tako dimljen okus, je okusno. Vidimo se jutri, zgodaj zjutraj, za tretji in zadnji dan. Nimam pojma, kaj bo prinesel nocojšnji večer, ampak sem pripravljen. Prijatelj, že sem tako peščen, tako opečen od sonca, tako slan. Ampak danes je bil res epski dan, želodec je poln, počutim se odlično. Vidimo se jutri, zgodaj zjutraj, tretji dan. Dobro jutro vam želim. In na tretji dan imamo sončno svetlobo, prijatelji. To je neverjetno. Sonce je tako prijetno. Dejansko je postalo zelo mrzlo sredi noči prejšnjo noč. To sonce je res prijetno. Povsod imam pesek. Bil si odlično zavetje, ampak čas je, da zaključim. 3 dnevi na tem otoku, v tem zavetju. Če vam je bil ta video všeč, prosim pokažite podporo, všečkajte in se naročite in se vidimo na naslednji divji pustolovščini. Več videov tukaj. Šihu!